nekako skrivnostna gospa, kateri niti ne vemo, kako je bilo točno ime, niti ne vemo točno, kdaj je živela, niti točno ne vemo, kje vse je hodila in niti ne vemo, od kod je bila. Se pravi, začetek ni kaj dosti obetaven. Res pa je, da imamo ta njen tekst, potopis njenega romanja po Bližnjem vzhodu, torej nekje iz konca antike, ki je bil odkrit šele pred kratkim in je pravzaprav pred 100 leti, takole. In je na nek način prav poseben zaklad, vir informacij za razne panoge. Tako da po odkritju konec 19. stoletja so sledila desetletja številnih študij. Bi rad samo orisal ta različna področja, zato da, ker vem, da smo tudi danes tukaj zbrani z različnih področij, ampak mislim, da lahko vsak najde eno posebno pot, po kateri gre za Egerijo. To delo, kot bomo videli, je izredno pomembno najprej za arheologijo in topografijo Svete dežele, se pravi vseh krajev, vseh bibličnih krajev, ne? Ker za marsikater kraj iz tega besedila je to besedilo edino mesto, kjer sploh zvemo zanj, ne? Potem je pomembno tudi za oblikovanje krščanskega bogoslužja, kot bomo videli v drugem delu našega večera, kjer se bomo posebej posvetili prav njenemu opisu raznih postnih praks in postnega bogoslužja, je ta dokument za vse, ki želijo razumeti razvoj tega, kako kristjani molimo, tudi na ta skupen način, neprecenljivega pomena. Potem je pomemben za zgodovino meniškega življenja, ker opisuje številne menihe po širnem področju Egipta, Palestine, Male Azije, Konstantinopla. Nadalje vidim, da je tudi nekaj latinistov tukaj zraven. V vsak osnovni kurikulum pregleda razvoja latinskega jezika spada tudi Egerijin potopis, ker namreč izraža nek srednji register latinščine, ki ni tista najvišja ciceronijanska latinščina, ampak je nek jezik, ki je v bistvu na eni strani v nekih segmentih tudi s pridihi literarnega, pravzaprav pa nekako odseva nek pogovorni jezik tistega časa, kar je zelo dragoceno za strokovnjake, ki se ukvarjajo z razvojem latinščine. Potem je delo pomembno za svetopisemsko eksegezo in pa tudi nasploh za pojav romanj v pozni antiki. Na koncu lahko omenim pa tudi še 3 poglavja v tem delu, ki govorijo o krščanski iniciaciji, se pravi o katehumenatu ali z drugimi besedami o načinu poučevanja tistih, ki so se takrat odločali, da postanejo kristjani. In je to Egerija zopet, in v tem je Egerija zopet edini in izredno pomemben vir. Lahko še to povem, preden se posvetimo avtorici, da bomo nocoj lahko, upam, da boste uživali vsaj v nekaterih fotografijah, skušal sem jih zbrati skupaj iz svojega osebnega arhiva, iz časa študija v Sveti deželi, potem pa tudi iz bogatega arhiva, ki sem ga bil po milosti deležen od enega brata v Jeruzalemu, res bogatega, okrog 50 gigabajtov raznih slik vsakega kamna v Sveti deželi, tako da sem kar težko zbiral, kaj bi vam danes pokazal. Torej, romarica Egerija je pomembna ali pa zanimiva za nas tudi zaradi tega, ker je bila res ena redkih ženskih avtoric iz antike. Tisti, ki poznate malo bolj mogoče klasično pogansko antiko, ste gotovo že slišali za pesnico Sapfo ali filozofinjo Hipatijo, potem recimo ki sta obe recimo zapustili neke pisne dokumente. V zgodnjem krščanstvu se lahko spomnimo mučenke Perpetue, ki je tudi pretresljiv zapis nam zapustila, potem izrekov puščanskih mater, poezije cesarice Evdokije. Ampak ta ostala besedila se z Egerijo težko primerjajo, oziroma Egerija res velja za tisto eno izmed redkih cerkvenih avtoric pozne antike. Predvsem pa zanimivo, ker tudi bi si celo drznil trditev, da tudi v
v klasični poganski književnosti težko najdemo tak oseben zapis nekega ženskega doživljanja, kot ga bomo srečali v tem našem dokumentu. Seveda, v antiki pač veljalo, da so pisali bolj ali manj moške, to pa ne pomeni, da so bile ženske zatirane, če omenimo recimo sijajne zglede prvih mučenk, Katarine Aleksandrijske, cesarice Helene, Avguštinove matere Monike, Hieronimovih asketinje Pavle in Evstohije, Krizostomove diakonise Olimpije. Imamo cel kup nekih močnih, takih svetlih ženskih figur, vendar pa je Egeria ena redkih, ki je dejansko zapustila tudi pisan literarni dokument. Avtorji seveda razvijajo različne hipoteze, ampak največ razlag gre v smeri, da je bila iz tedanje Galije oziroma še bolj Hispanije. To bi bila današnja Španija, morda severozahodna Španija, ker imamo tam iz 7. stoletja eno pismo enega eremita, ki se Egerije spominjajo, celo svojim menihom daje za zgled poguma, neustrašnosti in tako naprej. Tako da morda se je Egerija iz tega potovanja celo vrnila domov, morda je imela določen sloves, morda so jo celo častili kot svetnico, tega ne vemo. Vsekakor pa je pristala v zbirki Mohorjeve družbe Cerkveni očetje. Mislim, da bo še za kar nekaj časa ostala edina ženska, ampak gotovo lahko govorimo tudi v nekem širšem smislu o cerkvenih materah. Njena pot, kot sama opisuje, na vzhod je trajala 3 leta in po vsej verjetnosti je bilo to med leti 381 in 384. Njeno poročilo o obisku, kakor se nam je ohranilo, začne na vzhodu Egipta, potem pa na Sinaju in potem se premika preko Palestine vse do Konstantinopla. Kot sem že omenil, imamo tole poročilo hispanskega meniha Valerija, ki je lahko kar, torej, ki tistim, ki krščanstvu očitajo negativen odnos do žensk, lahko pomeni en pomemben dokument nasprotja. Tukaj vidimo, da naj te menihi s pozornim srcem premislijo, kako široka je možnost upravljanja različnih del za dosego plačila. Če smo pozorni na krepostna dela slovitih svetih mož, na še bolj osupne srčen uspeh enake kreposti, kadar je v ženski krhkosti, kot to opisuje čudovita pripoved preblažene Egerije, ki je vse može svojega časa prekašala v pogumu. Tako se je v obdobju začetkov zveličavne katoliške vere in izjemno bleščeče svetlobe svetega češčenja, čeprav je ta v deželo na skrajnem zahodu posijala pozno, preblažena menihinja Egerija, vžgana od plamena hrepenenja po božji milosti in podprta z močjo gospodovega veličastva, z vsem naporom in neustrašnim srcem odpravila na obširno potovanje. Korak za korakom je hodila pod vodstvom Gospoda in dosegla zaželene presvete kraje gospodovega rojstva, trpljenja in stajenja, ter tudi telesa številnih mučencev. In na nek način bomo nocoj storili podobno tudi mi. Pač v razmerah, kot smo. Prvi del nocojšnjega večera sem si zamislil res kot eno tako splošno predstavitev tega dela, v katerega smo vstopili, medtem ko bo drugi del naravnan pa bolj postno, kot nas že ta vijolična barva spominja, se pravi, da bomo pogledali, kako Egerija opisuje bogoslužje in razumevanje posta in velike noči v tedanjem Jeruzalemu, kar pa upam, da bo lahko tudi zanimivo. Kot sem že omenil, res razlagalce, pa tudi preproste bralce, presune tak ženski predih besedila, ki je zelo redek. Recimo, če tukaj preberemo. Čeprav Bogu dolgujem hvaležnost za vse, še zlasti za toliko čudovitega, kar mi je nevredni, nezaslužni blagovolil nakloniti, da sem obhodila vse kraje, ki si jih ne zaslužim, pa se vendarle ne morem dovolj zahvaliti tudi vsem svetim možem, ki so me, nepomembno kot sem, blagovolili naklonjeno sprejeti v svojih samotiščih in me celo vodili po vseh krajih, po katerih sem jaz vedno spraševala na podlagi svetega pisma. Tukaj vidimo, da resnično Egerijo pri tem ne vodi predvsem radovednost, ampak dejansko je njeno romanje biblično. Vedno, ko se ustavi na vsakem kraju,
sprašuje po povezavi s to biblično zgodovino in vedno se ta romarski postanek nekako sestoji iz branja Svetega pisma, ki je povezano s tistim krajem, potem pa molitve ali obhajanja Svete maše na tistem kraju. S tem je povezana tudi njena dejansko želja po romanju. En izmed redkih stavkov govori takole: Tako mi je torej Jezus, naš Bog, ki ne zapusti tistih, ki upajo vanj, blagovolil izpolniti tudi to željo. Ona dejansko vsak hrib dojema kot najvišjo goro, vsak kamen kot najveličastnejši, vsak menih je kar svetnik in tudi vsak premik, vsak njen korak je nekako voden od Jezusa in ona sicer v svojem besedilu ne govori veliko o neki taki zelo intimni duhovnosti ali pa sploh pa ne o teologiji, ampak značilno pa je, da njeno romanje dejansko vodi Jezusa. In ta avtoričin preprost, oseben in pa tudi živahen slog dejansko res predstavlja neko zanimivost pri tem besedilu. Besedilo ni napisano po kakšnih literarnih kanonih latinske književnosti, ampak bolj spominja na kakšne dnevniške zapiske, ki jih je potem uredila v dve pismi, ki ju je poslala svojim sosestram, kot se sama izrazi, v domovino. Ne vemo, ali so bile to neke njene sosestre v smislu neke ženske, asketske, redovniške meniške skupnosti, ali pa pač neke ženske iz njenega kroga. Vsekakor je za to potovanje Egerija morala biti kar premožna, ker je trajalo toliko časa, ker je potovala tudi dokaj udobno. Tam pravi, da so jo na Sinaj, na to visoko goro, dokler se je dalo, kar nosili v neki nosilnici, potem jo spremlja vojska in tako, se pravi, je bila ali dejansko neka menihinja, asketinja, ali pa neka pripadnica te mlade krščanske aristokracije, se pravi tega nekega višjega sloja, verjetno v Španiji. Preden gremo k vsebini, je zelo pomembna in tudi zanimiva sama zgodovina tega besedila. Kot sem že omenil, tisti, ki se ne ukvarjate toliko s proučevanjem te antične literature, vam bo morda še bolj zanimivo, da ko dobiš neko slovensko knjigo v roke, se pravi nek slovenski prevod, včasih se ne zavedaš vseh dimenzij, ki so do tega prevoda dejansko privedle. Besedilo je bilo namreč odkrito šele leta 1884, se pravi 140 let nazaj, v italijanskem mestecu Arezzo. Ga je odkril italijanski zgodovinar Gianfrancesco Gamorini v kodeksu, ki se potem danes imenuje Aretinus 405 iz nekje 11. stoletja. Verjetno je bil napisan v skriptoriju slovitega samostana, benediktinskega samostana na Monte Cassinu, ki ga je ustanovil sveti Benedikt. Potem pa je prišel v Arezzo in je nekako ostal pozabljen res do nedavnega. Na žalost, na veliko žalost vseh strokovnjakov, torej temu rokopisu manjka začetni del, sredinski del in pa nekaj tudi zadnjega dela. Se pravi, ocenjujemo, da je nekako 2/3 besedila ohranjene, tretjina pa je žal izgubljena. To pomeni, da nimamo začetka, nimamo enega dela v sredini in res tudi na koncu se besedilo žal kar odsekano konča. O teh izgubljenih delih, poleg že prej navedenega Valerijevega pisma, ki je imel še celotno delo na voljo, priča predvsem tudi delo Delocis Sanctis Petra Diakona iz 12. stoletja, tako da se na podlagi tistih njegovih povzetkov da malo rekonstruirati, ampak prav dosti pa ne. K tej rekonstrukciji v res majhni meri vseeno pripomoreta dve odkritji.
dodatnih fragmentov iz teh izgubljenih delov, eno odkritje 2 fragmentov, oziroma serije manjših fragmentov je bilo v Toledu 100 let nazaj in drugo prav v Madridu v enem zasebnem rokopisu, ene zasebne zbirke, pa prav pred kratkim, 15 let nazaj in v slovensko izdajo, ki vključuje tudi latinsko besedilo, smo vključili, mislim, da poleg nemške kot prvi prav tudi ta 2 nova fragmenta. Bomo potem ju tudi spoznali oziroma videli. Se pravi, po odkritju so sledile številne izdaje tega latinskega beseda, številni prevodi in danes vsakega, ki se ukvarja z zgodnjekrščansko književnostjo, z literaturo, z Sveto deželo, če ga vprašate, bo to besedilo pač poznal, spada dejansko nek kanon za vsakega, ki se ukvarja s temi področji. Tukaj vidimo še en bližnji posnetek tega rokopisa, gre za pač latinsko besedilo, res se vidi, da je kar zgodnje, se pravi iz 11. stoletja. Torej, kot sem že prej omenil, celotno ohranjeno besedilo nekako sestavljata 2 dela. V prvem delu se dejansko srečamo s tem Egerinim potopisom, se pravi z opisom teh njenih 5 potovanj po Bližnjem vzhodu, ki jih tudi tukaj v skici lahko vidimo. Medtem ko v drugem delu, približno nekako enako sta razporejena ta 2 dela, pa srečamo podrobne zapise prav o jeruzalemskem bogoslužju. Se pravi, bomo zdaj šli najprej k njenim 5 potovanjem, ki dejansko razkrivajo številne zanimive podrobnosti iz teh področij Egipta, Bližnjega vzhoda. Medtem ko v drugem delu bomo na kratko potem pregledali, zakaj je pomembno to jeruzalemsko bogoslužje in tudi predvsem, kaj nam lahko tudi spodbudnega pove za naš postni čas. Torej, prvo, samo toliko, da jih zdaj naštejemo. Prva pot, prvo potovanje znotraj tega prvega dela je po Egiptu, se pravi pot na Sinaj po stopinjah izraelskega izhoda iz Egipta, bomo videli. Torej, taka gospa, ženska, ki je šibkejša narave kot moška, pa se odpravi kar na visoko goro Sinaj. Druga pot je krajša, je iz Jeruzalema na goro Nebo in po teh nekaj okoliških krajih okrog Mrtvega morja in po dolini Jordan. Potem tretje potovanje je potovanje v Karnejo, tukaj vidimo v današnji Jordaniji oziroma na meji med Jordanijo in Sirijo, na grob svetega Joba, starozaveznega preroka in pa tudi kraj, kjer je bil Melkizedek. Četrto potovanje, četrta pot je potem pot tukaj do Antiohije, se pravi enega izmed največjih središč tedanjega rimskega sveta, tudi krščanstva, in potem vse tukaj v Mezopotamijo, na področje, kjer danes v teh dneh hodi papež, bomo tudi to videli, tam na področje sirskega krščanstva. Potem pa 5. zadnje potovanje se začne v Antiohiji, na Orontu, potem pa gre tukaj čez Cilicijska vrata preko Tarza, rojstnega kraja svetega Pavla in pa iz Avrijske Seleukije, kjer je svetišče svete Tekle in potem nazaj proti prestolnici Konstantinoplu. Tako, samo na kratko, predvsem bolj preko slik, torej ta prva pot, ki jo ona opisuje, poteka po tem Sinajskem polotoku, v tej puščavi. Tukaj vidimo znani starodavni samostan svete Katarine, ki je postavljen na kraju, kjer naj bi Mojzes govoril z Gospodom v gorečem grmu, ki je gorel pa ni zgorel, medtem ko na Sinaju naj bi prejel dekalog, se pravi Božje zapovedi. To je grški pravoslavni samostan. Že Egerja, torej konec 4. stoletja, govori o kar nekaj samostanih v teh okoliških krajih. Ogromno menihov, ogromno anahoretov, se pravi eremitov, puščavnikov je živelo tukaj že takrat. Potem je ta samostan pa bolj ali manj v taki obliki, kot ga vidimo, nastal za časa cesarja Justinijana v sredini 6. stoletja in od takrat naprej do danes praktično tukaj priča o krščanski
askezi in o krščanskem, tudi judovsko-krščanskem značaju tega kraja. Lahko povem, da je v temle traktu, ki ga vidimo tukaj proti Sinaju, prav knjižnica, ki je najstarejša neprenehoma delujoča knjižnica sploh na svetu, zdaj, če se ne motim, pred kratkim tudi modernizirana oziroma proučevana, eden izmed največjih zakladov dejansko krščanskih, pa tudi ostalih spisov. Prav pred parimi tedni sem poslušal predavanje, kako se odkrivajo še nova besedila, tako da je en izredno pomemben kraj. Lahko preberem en odlomek, kako je izgledalo, se pravi, levo je sicer samostan Mar Saba v Judejski puščavi, ni na Sinaju, ampak malo za ilustracijo, in pa tudi tukaj menih. Prisluhnimo čisto kratkemu odlomku iz tega Egerijinega obiska na gori Sinaj. V soboto zvečer smo se potem takem uspeli na goro in prispeli do nekaj samotišč, kjer so nas menihi, ki so tam bivali, zelo prijazno sprejeli in nam izkazovali vse gostoljubje. Tam je tudi cerkev z duhovnikom. Čez noč smo torej ostali tam in se od tam v nedeljo zgodaj zjutraj s tistim duhovnikom in tamkajšnjimi menihi povzpeli na posamezne hribe. Vzpon nanje zahteva neznanski napor, ker se nanje ne povzpneš polagoma v krogih, kot po polžji hišici, kot se reče, ampak čisto naravnost, kakor po zidu, in z vsake gore posebej je treba iti naravnost dol, dokler ne prideš do vznožja tiste srednje, ki je pravi Sinaj. Se pravi, kraj tega božjega razodetja. In tukaj vidimo dokaj nenavadno prakso, da so pač ti menihi, ki so bolj ali manj živeli sami zase, sprejemali take romarice brez problemov, kar je en zanimiv podatek. Druga pot je že bliže Jeruzalemu. To je gora Nebo. Na desni vidite pogled iz gore Nebo proti mrtvemu morju in tukaj v ozadju potem proti Jeruzalemu. Na levi pa vidite to dejansko tudi pred kratkim silno lepo obnovljeno starokrščansko baziliko, tukaj je tudi frančiškanski samostan in to je znan primer te frančiškanske arheologije, torej dejansko so naši bratje tukaj odkrivali mozaike in ta kraj in ga še danes sprejemajo romarje. Tukaj, da si predstavljamo, to je dejansko kraj, kjer naj bi Mojzes, ko so Izraelci prišli tukaj čez Jordanijo proti obljubljeni deželi, ki je tukaj, se pravi Izrael, tukaj le vidimo Jeruzalem, Mojzes je pa prišel po tej strani, po vzhodni strani, ampak mu ni bilo dano, da bi tukaj čez Jordan vstopil v obljubljeno deželo. In tako gora Nebo pač spominja na Mojzesovo smrt in tudi tam naj bi obstajala njegova grobnica, kot opisuje Egerija. Zdaj vprašanje v Svetem pismu, mislim, da malo drugače piše, ampak vsekakor so bili tudi tam menihi in so častili ta kraj. Vidimo na levi čudovite zgodnje bizantinske mozaike v tej baziliki, ki je bila verjetno zgrajena po Egeriji, ampak je prej obstajala že tam ena druga cerkvica. Tukaj je pa isto pogled proti Jordanski dolini in pa ta skulptura, ki označuje Mojzesovo palico in pa kačo, ki jo je nataknil na palico v puščavi, kar pa je že nekako nosilo napoved križa, zato tudi vidimo, da je to potem križanik, ki pa gleda tja v smer proti Jeruzalemu. Pa prisluhnimo tudi tukaj enemu kratkemu odlomku, kaj Egerija pravi, kako je to obisk na gori Nebo potekal. Tedaj sem torej vprašala one svete može, kaj neki je to, in odgovorili so: semkaj so angeli položili svetega Mojzesa, ker, kot je zapisano, nihče izmed ljudi ne pozna njegovega groba in je zato gotovo, da so ga pokopali angeli. Kajti njegovega groba, kamor je bil položen, se še danes ne pokaže. Tako kot so nam pokazali predniki, ki so tukaj prebivali, tako kažemo tudi mi vam. Pa tudi tisti predniki so govorili, da so jim tako povedali njihovi predniki. Se pravi, tipična meniška zgovornost na tradicijo, na izročilo o tem Mojzesovem grobu, ki se ga ne pokaže, hkrati pa so vseeno tam nekaj častili ta kraj.
Nato je bila opravljena molitev in tudi tukaj smo opravili vse tisto, kar smo imeli navado narediti po vrsti na vsakem svetem kraju in že smo se odpravljali iz cerkve. Tedaj pa so nam poznavalci kraja, namreč duhovniki in menihi rekli: Če želite videti kraje, ki so opisani v Mojzesovih knjigah, stopite ven čez prag cerkve, se pravi tukajle, tudi pred cerkvijo, in čisto z vrha, z tiste strani, s katere se odstot vidijo, uprite pogled in glejte in povemo vam za vsak kraj, ki se vidi, kaj je. Se pravi, razlagali so jim kraje po dolini reke Jordan, tukaj levo ob Mrtvem morju je tisti znamenit kip iz peska Lotove žene, pa potem Sodoma, Gomora in ostalo, desno gor proti Jordanu pa drugi kraji. Tukaj še en tak lep pogled, malo lepši kot prejšnji, dejansko proti Mrtvemu morju, tukaj se izliva Jordan v Mrtvo morje in potem se od teh kristalov in soli in kamnov dejansko voda tako osoli, da se lahko na njej bere časopis med tem, ko si v vodi, se pravi, ker te tako drži po konci. Tukaj le nekje v ozadju, na drugi strani je tudi Qumran, tiste jame, kjer so bili odkriti tisti stari rokopisi iz 2., 1. stoletja pred Kristusom, po Kristusu, pa potem gor Jeriha in potem gor proti Jeruzalemu. Tretje potovanje je potekalo proti severu, se pravi vzdolž Jordana proti Galilejskemu jezeru. Za glavni cilj pa je bila Karneja, tako imenovana Jobova grobnica. Tole je ena miniatura iz konca 19. stoletja, kako je ta kraj, ki se danes imenuje Al-Šajk Sad v jugozahodni Siriji, čist na tromeji med Jordanijo, Sirijo in Izraelom, kako ta kraj izgledal. Tukaj lahko še vidimo, se pravi, čisto vzdolž z Galilejskim jezerom je ta kraj, kjer naj bi Job sedel na tistem svojem kupu pepela oziroma gnoja, kot smo videli, in potem naj bi tudi umrl. Danes obstajajo različne teorije, različni kraji, kjer se spominja Jobove smrti, ampak Egerija je prišla vse do današnje jugozahodne Sirije. In tukaj je še ena stara nemška grafika, kjer opisuje Hiobstein, se pravi nek kamen, na katerem naj bi Job sedel v tej baziliki. Danes so žal ostale samo ruševine tam. In tukaj le vidimo, se pravi, najprej eno bizantinsko miniaturo, kjer je Job v ranah na tem kupu gnoja. Potem pa sem tukaj le dal dva fragmenta, eden je iz Toledskega rokopisa, drugi pa iz Madridskega, in to v bistvu nam prinašata en del besedila, ki ga v tem kodeksu iz Areca nimamo, tako da je zelo dragocen opis, da je pravzaprav na tem kraju, kjer naj bi bil ta Jobov kup gnoja, že takrat stalo neko svetišče. In prav zahvaljujoč temu odkritju teh fragmentov, pravzaprav sploh vemo, da je bilo tam svetišče. Do zdaj smo poznali samo eno omembo v homiliji Janeza Krizostoma iz približno istega časa, da ljudje množično hodijo tja na romanje, ampak so razlagalci mislili, da je to metaforično, medtem ko zdaj vemo, da je to svetišče obstajalo, in če preberemo, je kar zanimivo. Tisti kraj, kjer je Job sedel na kupu gnoja, je sedaj čisto, obkrožajo ga železne ograje, velika steklena svetilka pa tam sveti od noči do noči. Tukaj lahko omenim, da je ta kup gnoja, ki sicer Egerija piše v latinščini, ampak zgodne latinske verzije prevodov Svetega pisma, to je še pred Hieronimom, oziroma v času Svetega Hieronima, so prevajali iz grščine. Grški prevod Svetega pisma, se pravi Septuaginta, prevaja kot kup gnoja, medtem ko danes v slovenščini, ko imamo prevod iz izvirne hebrejščine, beremo, da je sedel na kupu pepela. Tako da tukaj je ena taka zanimiv detajl, kako se v prevodu dejansko izgubi ali pa
popači. Vsekakor je Egerija tam počastila nek kup gnoja, tako imenovani. To je bila Dinhaba, mesto Evzetida na koncu Arabije, kjer je kup gnoja, smo videli škofa, vstopili smo v cerkev, ki je v tistem mestu, po opravljeni molitvi smo prosili, da bi nam razkazal posamezne kraje. Tako nas je namreč povedal na tisti kraj, kjer je bil kup gnoja. Stirquilinium je taka čudna, redka latinska beseda. To je, kjer je sveti Job sedel, kar pa je bilo takrat pred mestnimi vrati. Sedaj so bili dodani 4 zidovi, da bi bil kup lahko zaobjet znotraj mesta. Ta kraj kupa je sedaj dokaj čist, spoštljivo ga častijo 4 stebri, ki podpirajo streho naokrog. Razlagalci si belijo glavo, kaj zdaj pomeni, da je ta kup gnoja sedaj čist, ne? Morda, da ni posebnega smradu bilo več tam, ali da je ta kup že izginil, ampak dejansko Egerija pa priča o tem, da je tam obstajalo to svetišče. Čas nas preganja, njeno 4. potovanje je bilo, kot sem že omenil, v Mezopotamijo, se pravi proti vzhodu, proti današnji Siriji. Tukaj je ena rekonstrukcija taka, kot pač rekonstrukcije so, tedanjega imenitnega mesta Antiohije, krščanskega mesta, kjer so bili prvič imenovani kristjani, Peter je bil tukaj in tukaj le vidimo tole cerkvico, ki je na tehle pobočjih, ki je posvečena svetemu Petru, vzhodna cerkev časti Petra kot antiohijskega škofa, ne pa rimskega, oziroma kakorkoli. Se pravi, Antiohija je zelo povezana z tem zgodnjim krščanstvom. Tukaj vidimo še malo, da si boljše predstavljamo. Znotraj tehle vijoličnih meja je bilo takratno rimsko cesarstvo in ta meja tukaj, se pravi po današnji Siriji, severnem Iraku, Iranu, je bila dejansko v tistem času, pozni antiki, vedno zelo na prepihu, se pravi z ene strani Rimljani, z druge strani pa Perzijci oziroma Sasanidi. In to širše področje, še pravi tale planjava, je vzhodno od Antiohije, ki je na reki Oront, tukaj vidimo v tem kotu ob Sredozemskem morju. Vse tole področje vzhodno od Antiohije je bilo področje sirskega krščanstva, ki je dejansko že zelo zgodnje, od 1., 2., 3. stoletja in se je potem razširilo v enem 6., 7. vse tja do Kitajske, Tibeta, celo do Pacifika, po arabskem polotoku in tudi danes papež oziroma v teh dneh obiskuje te kraje severnega Iraka, kjer so danes kristjani zelo preganjeni, jih je šele peščica, ampak to omenjam zato, da bi se zavedali, da so te kraji bili stoletja pred Arabci globoko krščanski. In tudi Egerija torej obišče slavno mesto Edesa, ki je tukaj, upam, da vidite približno, kje z miško krožim. To je bilo nekako središče sirskega krščanstva, kjer tudi omeni tisto tako znamenito, mogoče je že kdo slišal za korespondenco se pravi izmenjavo pisem med kraljem Abgarjem in Jezusom. Te kristjani tistega časa in še danes na vzhodu zelo častijo ta kratek dokument, ki naj bi pričal o tem, da si je Jezus Kristus za časa svojega življenja dopisoval z kraljem Abgarjem, tukaj iz Edese, sirskim kraljem, oziroma sirskim, perzijskim, ki naj bi se spreobrnil in ga potem Jezusa povabil, da bi ga prišel ozdraviti. Jezus je pa rekel, da on mora iti k očetu, bo pa poslal svojega učenca Tomaža in pa Maradaja, se pravi Tadeja, ki nekako danes še vedno veljata za ustanovitelja tega sirskega krščanstva. Se pravi, Egerija tukaj omeni to korespondenco, omeni tudi, da so jo na zahodu v latinščini že takrat poznali, ampak da se jo je ona prepisala, da bo potem svojim sosestram to razložila. Tudi prevod tega dokumenta, ki je ohranjen en del zgolj v sirščini, drugače pa v grščini, najdete v
v tej knjigi. Obišče še Haran, potem pa skoraj pride do Nizibisa in Ura na Kaldejskem, kjer je sveti oče Frančišek bil včeraj, če se ne motim, torej Abrahamovega Ura na Kaldejskem. Tukaj je še ena fotografija iz Edese. Peta, zadnja pot Egerijo vodi nazaj, torej od Antiohije, tukaj le preko Tarza, Silicijski vrat, do Seleukije, do svetišča svete Tekle, ki se je pač nahajala v tej izaurijski Seleukiji. Tukaj je pogled proti morju. Tole je pa edini ostanek, ki je ostal od tega svetišča, to je bilo mogočno svetišče, sveti Tekli. Verjetno še večina ni slišala za to zgodne krščansko ženo. O njej govori en apokrifni spis, Acta Tekle et Pauli, se pravi dela svete Tekle iz 2. stoletja. Šlo naj bi za neko devico iz Ikonija, se pravi iz tega mesta, kjer je tudi Pavel bil, v današnji Turčiji. In ona naj bi se ob njegovem učenju in poudarjanju deviškega življenja tako nekako navdušila za deviškost, za Gospoda, neka protorodovnica. In potem naj bi hodila tam s Pavlom in tudi z njim vznemirjevala. Potem se je Pavel enkrat nekako znebil oziroma jo je pustil tam, ampak v tem spisu lahko beremo o tej znameniti ženi, ki je še danes, predvsem za vzhodne kristjane, velika svetnica. Tukaj so pa ostanki tega svetišča in že v Egerinem času so bili tukaj okrog. Tudi če danes obiščete eno veliko arheološko nadišče, tukaj je ko se reče klet, se pravi kripta te velike bazilike, in že takrat so bili tam številni menihi, menihinje, tam tudi sreča eno menihinjo Martano, edina oseba, ki jo omeni v tem potopisu, pravi pa, da jo je srečala že v Jeruzalemu. Tukaj je ena zgodna freska, če se ne motim, iz Efeza. Na levi vidimo Pavlos, sveti Pavel, ki je vedno upodobljen plešast, in na desni Tekla, torej ta devica, ki je bila povezana s svetim Pavlom. Tako, se pravi, če zaključimo ta prvi del, tukaj vidimo tudi en navedek iz Egerije, o njenem pojmovanju sploh romanja, ki je verjetno malce drugačno, kot ga pojmujemo danes, ko se usedemo na avion, se pravi, še v dobrih časih, ko je bilo to možno. Pridemo v Tel Aviv, recimo, zdaj lahko iz Tel Aviva v Jeruzalem pridete v pol ure z hitrim vlakom, čist novim, potem pa tam v hladen avtobus in se v enem tednu prevozite cel Izrael in na avion in nazaj. Takrat je bilo to malce drugače. Povezuje pa seveda ta navedek, takratne in današnje romanje, ko pravi Egerija. Kajti moje predrage, verjemite mi, da ni kristjana, ki bi obiskal svete kraje, to je v Jeruzalemu, pa ga tja ne bi vleklo zaradi molitve, gratia orationis, pravi po latinsko. Čeprav veliko ne govori, kot sem že omenil, o tem duhovnem vidiku, ampak iz tega Egerijinega spisa vidimo, kako zelo religiozno je bilo zaznamovano njeno potovanje romanja. Da pa to ni bil edini način razumevanja romanj, nam kaže na poseben način eno pismo Gregorja iz Nise, ki je bil tudi Egerijin sodobnik, veliki škof in cerkveni pisec, filozof, mistik. Tole sem dal tako bolj za nasmeh, da vidimo, da so nekateri o romanju tudi drugače mislili. Ko bi bila v jeruzalemskih krajih obilnejša milost, bi greh ne bil tako ukoreninjen med tam živečimi. Gregor je namreč enkrat obiskal Jeruzalem, ker je šel tja miriti eno cerkveno sinodo. Tako pa ni vrste grehote, ki bi se ne drznile šopiriti pri njih, nečistovanja, prešuštva, tatvine, malikovalstva, droge, zavisti v boji, zlasti zadnja hudobija, v boji, je tako prisotna, da nikjer drugje ni takšnega nagnjenja do ubijanja, kot v onih krajih, kjer ljudje zaradi ničevega dobička, kakor zveri hlepe po krvi rojakov. Kjer se torej to godi, kakšen dokaz ima za to, da je na onih krajih več milosti?
To je zgolj en navedek iz tega pisma, ki ga prav tako v prevodu v celoti lahko najdete v tej knjigi na koncu med dodatki. Seveda, različni zgodovinarji, razlagalci tole interpretirajo različno. Po eni strani pravijo, da je Gregor hotel preprečiti, da bi ljudje iz njegove škofije zahajali v Jeruzalem, ampak da bi namesto tega obiskovali tamkajšnje lokalne kapadoška svetišča. Je pa verjetno ta njegov mistični, platonistični značaj tudi povezan s tem, pravi, da je treba romati v duhu, se pravi človeško v življenje je romanje, ne pa to potovanje, kjer so bolj grehote kot kaj drugega. Tako, se pravi, prvi del smo pregledali, zdaj pa nam je ostalo še nekaj časa in se bomo posvetili še drugemu delu, ki pa je jeruzalemsko bogoslužje. Lahko tudi spomnim morda, če kdo pozabil, da se lahko v klepet spodaj oglasite s kakšnim vprašanjem, pa ga bo pater Andraž na koncu povedal. Torej, drugi del tega besedila pa ima čisto drugačen značaj. Egerija nam predstavi celoten potek, se pravi, bogoslužja, liturgije, načina te skupne molitve v Jeruzalemu. Ona je bila tam vsaj celo pomlad leta 381, če ne še večkrat, in je iz teh opisov videti, da je bila zelo pozorna opazovalka in tudi zapisovalka tega, kaj se je godilo. In to je izredno pomembno, ker iz tistega časa nimamo nobenega primerljivega dokumenta, kako so kristjani molili, kako je v bistvu to skupna molitev bogoslužje potekalo. In tako opisuje od vsakodnevnega obredja, ki se je okrog v baziliki, bomo videli, baziliki Božjega groba, vršilo od jutra do večera, se pravi od hvalnic, pa potem molitvenih ur na vsake 3 rimske ure, se pravi recimo dopoldne, opoldne, popoldne, pa potem zvečer. Pred večernicami opisuje tudi zanimiv obred, ki ga recimo danes po naših cerkvah ne poznamo, tako imenovani lucernari, se pravi obred prižiga luči, ko se zunaj zvečeri. Zanimivo, da ga je ohranila ambrozijanska liturgija v Milanu, v milanski škofiji, to na posebne priložnosti še počnejo pred večernicami oziroma pred večerno sveto mašo, na slovesen način med petjem Fos Hilarion, se pravi predobra, preblaga luč, prižigajo vse sveče, vse luči po cerkvi. Se pravi, Egerija opisuje, kako je tam v baziliki Božjega groba to potekalo. Potem pa opiše dejansko skoraj cel potek bogoslužnega cerkvenega leta, se pravi vse praznike in vse močne čase, kot bi danes rekli. Od Epifanije, takrat še niso poznali praznika Božiča, ampak praznik je spominjal na Jezusovo učlovečenje, bil praznik Epifanije in so ga praznovali v Betlehemu in Jeruzalemu. Potem praznik Gospodovega darovanja v templju, seveda, ker je bil tempelj v Jeruzalemu blizu Božjega groba. Potem postni čas, veliki teden, velikonočna uspina, velikonočni čas, to bomo podrobno srečali v nadaljevanju. Potem opisuje tudi praznik Gospodovega vnebohoda, ni čisto jasno, je bil po 40 oziroma po koliko dnevih je bil. Binkošti, čas po binkoštnih. No, tukaj so pa ta 3 poglavja, ki sem jih že na začetku omenil, kjer je opis teh krstnih katehes, ki jih je škof imel prav v postnem času, v času priprave na veliko noč. Torej, cel post je potekalo poučevanje tistih, ki so se pripravljali na prejem krsta. V tej antični cerkvi je bila ta navada zelo razširjena, zelo močna, zelo pomenljiva, da so pač krst podeljevali na najpomembnejši trenutek cerkvenega leta med velikonočno vigilijo, ko se spominjamo Kristusovega prehoda smrti v življenje, in to je tudi krst. Je pa
ta priprava bila izredno zahtevna. Danes sicer ne navajam veliko odlomkov iz tukaj, ampak če si boste vzeli knjigo, zelo priporočam, je zelo, zelo zanimivo, kako plastično opisuje najprej, kako je škof povpraševal po teh, ki so želeli krst, niso smeli biti od določenih poklicev, potem je povprašal njihovo družino, tiste, ki so jih poznali, če so vredni, če ne delajo hudih del in tako naprej. Potem so ob začetku posta zapisali svoje ime in potem je vsak dan po več ur potekalo to poučevanje. Najprej razlaga Svetega pisma od Stare zaveze naprej, v zadnjem tednu oziroma v zadnjem obdobju pa veroizpoved in tudi Oče naš. Predvsem pa veroizpoved, in je škof to razlagal, predvsem zadnji teden, velik teden, to so bili pa ure in ure tam, bomo tudi videli in kot Egerija opisuje, to poučevanje sploh ne bilo dolgočasno, ampak ona opisuje, kako so ljudje kar od navdušenja nekako se odzivali, vriskali celo od zunaj cerkve. Poznamo močne take znamenite škofe iz tistega časa. Najbolj znan je sveti Ciril Jeruzalemski, ki je verjetno bil nekaj let pred Egerijo, in njegove krstne kateheze, se pravi prav to poučevanje, ki ga je takrat imel, so se tudi ohranile, oziroma skupaj z Janezom Jeruzalemskim, ki je bil njegov naslednik in ki je bil tudi verjetno v času Egerije. In te krstne kateheze so dejansko en izmed prvih takih opisov te krščanske iniciacije, se pravi poučevanja ali pa prvega poučevanja krščanstva, tako do krsta in potem še po krstu, tako imenovane mistagoške kateheze. In če sem prav informiran, so tudi že v procesu prevajanja v slovenščino, tako da to bo eno zelo pomembno delo, ki bo še z tega duhovnega vidika osvetlilo to poučevanje, ki ga Egerija pa opisuje iz bolj tega zunanjega vidika. Zelo, zelo zanimivo. In še na koncu, da ne utrujam preveč s tem, tudi opisuje obširno praznik posvetitve martirja, to je pa vseeno pomembno. Martirij, kot bomo videli, v kratkem se imenuje cerkev, ki je bila zgrajena torej pred to kupolo, okrog Božjega groba, to je današnji posnetek, in je bila dejansko, jo je izgradil Konstantin že v začetku 4. stoletja in je bila dejansko osrednji kraj vsega bogoslužja v Jeruzalemu takrat. Tukaj vidimo na levi strani, kakšni poznavalci svete dežele boste takoj uganili, tole so stopnice, ki naj bi bile res še iz tega Jezusovega časa, stopnice, ki so tukaj ob Kajfovi hiši in po katerih naj bi res Jezus hodil, ko je bil med svojim zadnjim procesom, veliki četrtek, veliki petek. Tukaj je pa en tak zemljevid tedanjega Jeruzalema, upam, da se kaj vidi tudi na vaših ekranih, vsaj približno. Tukaj je Cedronska dolina, Getsemani, tukaj gor je Oljska gora, potem pa Tempelska ploščad, tole torej Herodov veliki judovski tempelj, tole sta glavni Kardo in Maximus, se pravi glavni ulici Jeruzalema, in ob glavni ulici je tudi stala ta velika Konstantinova bazilika, tako imenovana Anastazis, kar po grško pomeni vstajenje. To baziliko na Oljski gori je Konstantin dal zgraditi takrat v 20-30 letih in s tem je povezana tudi tista legenda, pripoved, kakorkoli, da ne bi njegova mati Helena našla tudi relikvije Svetega križa, kot bomo kasneje tudi videli. Torej bila ta bazilika dejansko, ta kompleks dejansko v središču takratnega Jeruzalema. Tako naj bi izgledala. Tukaj je bila ta glavna ulica, potem pa eno predverje, propilej, in pa ta velika petladijska, če se ne motim, bazilika, izredno okrašena, to vse Egerija notri opisuje, z sijajnimi steklenimi lestenci, z ostalim okrasjem, z apsido, in tukaj so se večinoma potekala bogoslužja. Potem je bil tukaj še en atrij, ki je nekako zaokrožal
kraj Golgote, kjer naj bi bil kraj križanja, in tam je tudi stalo vsaj neko obeležje svetega križa, ker nekaj liturgičnih dejanj se je odvijalo tudi okrog nekega svetega križa, kot opisuje. Potem tale okrogla rotunda se imenuje potem anastazis in smo tudi tako prevajali v slovenščino s tem grškim izrazom. Je pa dejansko bila zgrajena okrog Jezusovega groba, znotraj katere tukaj v sredini je bila pa še ena manjša zgradba, nekakšen baldahin, znotraj je gorel pa grob, ki je bil grajen z enim zidom, je gorela luč in tako naprej. Tako da bogoslužje se je odvijalo na teh različnih krajih, kot beremo v njenem spisu. To je še ena rekonstrukcija. Seveda, to je en prijatelj tukaj, ki tudi v Rimu zdaj zaključuje doktorat, dela, če se ne motim, prav doktorat iz arheologije tega področja in je to izredno kompleksna topografija, ker je stal tukaj že rimski tempelj, ko so hoteli Rimljani zbrisati spomin na Jezusov grob, potem pa je Konstantin postavil ta izjemen kompleks. Danes je tale del žal porušen oziroma preurejen in tudi tukaj stoji cerkev iz časa, iz srednjega veka. Tole, kar poznamo danes, se pravi na levi vidimo ta tako imenovana edikula, to je, mislim, da 17. 18. stoletja šele, ampak veliko manjši baldahin je verjetno stal takrat tukaj. To je pod tole kupolo, tukaj spodaj, medtem ko tu je pa vhod to je današnja bazilika Božjega groba ali anastazis, okrog pa tukaj grška cerkev in grški samostan. To je pa še ena rekonstrukcija, prikaz današnjega stanja, tisti, ki ste že bili v Jeruzalemu, boste to dobro poznali. Tukaj je edikula, Božji grob, tukaj naj bi bila Kalvarija, tukaj seveda še eno nadstropje, se malo povzpnemo na Kalvarijo, Golgoto, kraj križa. V sredini je prostor za grško bogoslužje, tukaj spodaj naj bi bila pa še danes se vidi kot nek kamnolom rimski in tukaj naj bi Helena našla križ. Torej, če gremo zdaj še k zadnjemu delu te predstavitve, k opisu dejansko bogoslužja postnega in velikonočnega časa, da bi tudi mi v tem času, ki ga zdaj živimo, morda prav začutili še močneje te naše korenine, naše skupne molitve krščanske, ki je v marsičem v veliki meri zelo podobna, kot je bila takrat, se pravi v tistem času, ko se je izoblikovala, tukaj vidimo velike podobnosti, na kar smo lahko ponosni, in lepo je, če se tudi prek takih besedil tega še bolj zavedamo in spoznavamo. Predvsem pa, da bi tudi ta egerijin preprost duhoven uvid, duhoven pristop prisvojili tudi zase, za svojo osebno duhovnost. Tukaj je opis postne nedelje, da vidimo približno, kako ta drugi del, za en občutek, kako ta drugi del, kjer opisuje različna bogoslužja, izgleda. Nato se kot vedno na nedeljo zjutraj zberejo in opravijo obrede, ki se običajno opravijo na nedeljo, v veliki cerkvi, ki se imenuje Martiri in se nahaja na Golgoti za križem. Po odslovitvi v cerkvi gredo nato v anastazis, se pravi tukaj v to rotundo, ob petju himen, kakor vedno na nedeljo. Tudi med tem obredjem napoči 5. ura. Tudi večernice so ob svojem času, kot vedno v anastazis in pri križu, kakor na vseh svetih krajih. Na nedeljo se opravlja tudi 9. uro, se pravi, vidimo, kako podrobna je Egerija pri opisovanju tega in prav postno bogoslužje ima še posebne dodatne molitve, dodatne molitvene ure. Besedilo je pomembno, ker nas informira tudi o tem morda malce duhovnem ali pa tudi materialnem vidiku prav posta v smislu asketske prakse, odrekanja. In iz njenega besedila izvemo za dva tipa različnih asketov. Najprej govori
od tistih, ki se držijo tedna. Običaj postenja v postnem času je torej tak, da nekateri potem, ko jedo na nedeljo po odslovitvi ob 5. ali 6. uri, cel teden ne jedo več do sobote po odslovitvi v anastazis. Namreč tisti, ki se držijo tedna, tako imenovani, v latinščini je pač grški izraz hebdomedariji, se pravi, tisti, ki se dejansko, menihi verjetno, tiste najvišje kategorije, ki se postijo cel teden oziroma od nedeljskega zajtrka ali malice, ne, do sobote zjutraj. In prav zanimivo je, kako opisuje, da se v soboto zjutraj, se pravi, takrat, ko te asketi zaužijajo prvi obrok po celem tednu, takrat je odslovitev, se maša konča prej. Prav zaradi njih, ker nekako težko zdržijo do tistega obroka. Ampak drugače pa se postijo 5 dni v tednu. Za Jeruzalemsko cerkev je namreč iz tega besedila razvidno, da je značilen post 5 dni v tednu, soboto in nedeljo se ne posti. Torej, to so te menihi najvišje kategorije, potem pa v naslednjem navedku izvemo pa še o tako imenovanih apotaktitih. Običaj je torej tak, da vsi, ki se tukaj imenujejo apotaktiti, tako moški kot ženske, to so verjetno neki asketi, ne vemo, gre za poročene ali za deviške, ampak neki asketi, recimo jim druge kategorije. Te ne samo v postnem času, ampak tudi med letom, kadar jedo samo enkrat na dan. Če pa se kateri od apotaktitov v postnem času ne more postiti cel teden, kakor sem povedala zgoraj, obeduje skozi ves postni čas sredi tedna ob sredah. Kdor ne zdrži niti tega, se posti po 2 dni skozi ves postni čas, kdor pa niti tega ne, obeduje vsak večer. Torej, te recimo malo manj strogi asketi jedo samo enkrat na dan, ne. Pa naj kdo reče, da je zdaj modern intermittent fasting, ne, se pravi, ko jemo samo enkrat na dan, ostalo se pa pustimo, da je to današnja izmišljotina, vidimo, da so ti menihi prakticirali to že takrat. Ampak naprej Egerija piše: Nihče ne predpisuje, koliko se mora kdo postiti, ampak se tu vsakdo toliko, kolikor lahko. Ne hvalijo tistega, ki se je postil več, niti ne grajajo tistega, ki se je manj. Tukaj je namreč taka navada, hrana v postnem času pa je taka, da ne poskusijo niti grižljaja kruha, niti olja, pa tudi nobenih drevesnih sadežev, ampak samo vodo in skromno zdrobovo juho. V postnem času je torej tako, kakor smo povedali. To glede kruha ni čisto jasno, ker apostolske konstitucije in drug tekst malo drugače to razlaga, ampak vidimo, kako je Egerija nekako za to latinsko mentaliteto, kjer je zelo predpisano in vsi enako verjetno, tukaj videla, da je ta grški ali pa vzhodni svet bolj po meri vsakega, se pravi, nobenega se ne sili. Potem vidimo opis bogoslužja na veliki teden, se pravi, prav ona omeni, da ta teden pred veliko nočjo se tu, se pravi v Jeruzalemu, imenuje veliki teden. Verjetno se je v latinščini imenovala Hebdoma da Sancta, pri nas pa vidimo, tudi v slovenščini poznamo veliki teden, kot so takrat grška cerkva, ne. Tudi to je treba povedati, da so vsa bogoslužja takrat potekala v grščini v Jeruzalemu, kljub temu, da so bili tudi latinsko govoreči in pa sirsko govoreči. So bili razni duhovniki, ki so takrat sproti, recimo, pridige prevajali tako v sirščino, aramejščino kot v latinščino. Torej, veliki se začne z procesijo na cvetno nedeljo in tukaj vidimo, kako jih arhidiakon obvesti, da danes bodimo ob 7. uri vsi pripravljeni na Eleoni. Se pravi, Eleona je pa ta bazilika tukaj na vrhu Olske gore, danes stoji tam bazilika, cerkev, naša, se pravi, zgrajena nad, to še Egerija omenja, nad votlino, kjer je Jezus naučil učence Oče naš na vrhu Olske gore. In tukaj vidimo, kako se vse ljudstvo pospne na Olsko goro, škof sede, pojejo se himne in antifone primerne dnevu, podobno se berejo tudi berila. Ko napoči 11. ura, se prebere tisti odlomek iz Evangelija, kjer gredo otroci s palmovimi vejami naproti Gospodu, rekoč blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.
Takoj na to škof z vsem ljudstvom vred vstane in gredo od tam naprej peš na vrh Holske gore. Vse ljudstvo gre pred njim med petjem himena in tifon in ves čas odgovarjajo blagosloven Gospodovem imenu. Spravi ta ogromna procesija najprej na vrh gore, potem pa nazaj proti Jeruzalemu. Tukaj so ene fotografije, še dan danes se na cvetno nedeljo razvijajo taka ogromna, velika, več 100 ali pa tisoč kristjanov pride iz cele Palestine, iz Izraela. Egerija piše, dojenčke, kar jih je tam, pa tudi tiste otroke, ki še ne morejo hoditi, ker so še premajhni, nosijo starši na ramenih, vsi pa držijo v rokah veje, eni palmove, drugi oljčne. To spremijo škofa na enak način, kakor so spremili Gospoda. Vidimo, kako je v bistvu nedelja še danes zelo podobna. Tudi danes pojem blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, tudi mi imamo. Tukaj recimo en odlomek, sem kratko, gremo proti koncu, od Bogoslužja srede. Berejo evangelij o tem, kako gre Juda k Judom in določi, kaj naj mu dajo, da bo izdal Gospoda. Po branju tega odlomka vse ljudstvo zame tak jok in stok, da ga ni, ki ne bi bil v tem trenutku ganjen dosti. Na to molijo, blagoslovijo se katehumeni, na to verniki, kar sledijo od slovitev. Vidite, zanimiv poudarek o tej čustveni reakciji ljudstva ob Judovi izdaji. Tukaj se pa potem bližamo že svetemu tridnevju. Tudi tukaj vidimo Cedronsko dolino, Holsko goro. Na veliki četrtek zvečer so šli v baziliko v Getsemani. Tam so molili. Bilo verjetno nekje na kraju današnje bazilike Agonije, prav v tem trenutku, v teh mesecih se tam upravljajo arheološka izkopavanja in že prej se je poznalo približno kraj te bazilike, zdaj pa mislim, če se ne motim, da je to še bolj jasno. Tukaj vidimo grškega pravoslavnega patriarha Teofila. Egerija pa govori o škofu, ki v nagovoru hrabri ljudstvo, ker se je trudilo celo noč in se bo še ta dan naj se ne utrudi, temveč naj upa v Boga, ki bo trud bogato poplačal, se pravi trud tega bdenja, molitve, vseh teh bogoslužij. Takoj hrabri, kolikor le more in jim pravi, pojdite zdaj vsi domov, malo posedite, pred 2. uro pa bodite vsi pripravljeni tukaj, da boste lahko od tiste ure do 6. videli svetli les križa, saj je zanj vsak od nas veruje, da mu prinaša odrešenje. Od 6. ure pa se moramo spet zbrati na tem kraju, to je pred križem, da se bomo posvetili berilom in molitvom vse do noči. Se pravi, že napove, da po vseh teh naporih bogoslužja četrtka pride veliki petek, ko bo češčenje svetega križa. In prav Egerija tukaj zelo lepo pričuje o tem, da so te relikvije vzeli iz ene škatle, ta les tega križa, ki ga ne bi Helena našla, in ga položili na mizo. Škof sede, z rokami prime sveti les na obeh koncih in ga drži, diakoni pa, ki stojijo okrog, ga varujejo. Tako ga varujejo zato, ker je običaj, da ljudje prihajajo eden za drugim, tako verniki kot katehumeni se sklonijo nad mizo, poljubijo sveti les in se pomaknejo naprej. Ker naj bi nekdo nekoč ugriznil vanj in ukradel od svetega lesa, ga zato na tak način varujejo diakoni, ki stojijo okrog, da ne bi spet prišel kdo, ki bi si upal storiti kaj takega. In zanimivo, mislim, da zgodovinar Prokopi, bizantinski zgodovinar, opisuje res, kako so en delček teh relikvij enkrat ukradli. Tukaj pa je prizor, kot ga upravlja latinska cerkev, frančiškani, ki so tudi tam varuhi v imenu vse katoliške cerkve v Božjem grobu. Na veliki petek je poseben obred. Bomo videli še potem fotografije, obred pokopa. Tukaj vidimo tudi, kako je neverjetno čustveno ječanje vsega ljudstva med tem obredom spomina na Gospodovo smrt. Se pravi, res doživeto obhajanje liturgije, bogoslužja. No, tukaj vidimo nekaj fotografij iz tega obreda, ki pa je ki ga latinski oziroma ga danes vsako leto frančiškani opravljajo na Golgoti, to je grški del Golgote Kalvarije pred križem.
vsi v takih lepih, črnih liturgičnih oblekah, takole Kristusa snamajo s križa, mu ven izderejo žeblje, ga nekako položijo na prt, ga s temle dišečimi olji mazilijo in ga potem pod škofom nosijo vse tukaj do tega Božjega groba in ga lepo položijo v grob, se pravi, da prav uprizorijo to obred Kristusovega pokopa. Tukaj lahko recimo povem, da v Egerijinem razumevanju bogoslužja ni poudarek na tem uprizarjanju, to pravijo razlagalci, ampak bolj to obujanje spomina na zgodovinskih mestih, se pravi bolj ta celebrativni vidik obhajanja, ne toliko, da bi zdaj uprizarjali neke pasijonske procesije, pasijonske igre, da bi se šli nek teater, kot morda lahko tudi tole zgleda, čeprav je ta obred presunljiv in zelo lep, takrat je nabita cerkev. Ampak za Egerijin čas je značilno ta svetopisemski pridih, kjer se pa cerkev v Jeruzalemu zaveda, da edina na svetu podoživlja biblične dogodke prav na krajih, kjer so se dogodili. Evo, še zadnji, smo prišli do velikonočne vigilije, ki jo Egerija opiše zelo na kratko, verjetno zaradi tega, ker je bil obred podoben kot pri njej doma. S tem, da tukaj recimo omenja krstane, da novorojene, se pravi tiste, ki so jih ravno krstili, čeprav so bili to odrasli, ampak jih imenuje novorojenčki, infantes, ker so se na nek način na novo rodili, potem jih oblečejo in ko gredo iz vode, takoj pripeljejo skupaj s škofom nazaj v Anastazij. Se pravi, med velikonočno vigilijo, med tem bdenjem se res zgodi tudi ta dogodek krsta. Tako smo prišli do tja, do koder lahko v postnem času razmišljamo, o vstajenju bomo razmišljali pozneje. Naj pa zaključim še z enim navedkom iz enega pisma svetega Hieronima, ki jih mimogrede tudi v tem času oziroma v prihodnjih tednih, mesecih dobivamo v slovenščini, ker Hieronim je bil sam tudi tako v Jeruzalemu, potem pa v Betlehemu dolga desetletja in takole piše Pavlinu iz Nole, ki je hotel tudi priti v Jeruzalem za vsako ceno. Hvalo zasluži ne kdor je bil v Jeruzalemu, marveč kdor je v Jeruzalemu lepo živel. V tisto mesto hitimo, tisto mesto hvalimo. Ne tistega, ki je morilo preroke in prelilo Kristusovo kri, marveč tisto, ki ga razveseljujejo valovi reke, ki je sezidano na gori in se ne da skriti, ki mu apostol pravi matih sveti in se veseli, da ima v njem s pravičnimi domovinsko pravico. In še takole potem sklene Hieronim, kraj križa in vstajenja, se pravi, vidimo tudi tukaj prizor iz bazilike Božjega groba, je torej za tiste, ki nosijo svoj križ in s Kristusom vred vsak dan vstanejo, ki se takega bivališča kažejo vredne. Tisti pa, ki govori, Gospodov tempelj, naj poslušajo apostolovo besedo, vi ste tempelj Gospodov in Sveti Duh prebiva v vas. Iz Jeruzalema so nebesa prav tako odprta, kakor iz Britanije ali Slovenije. Božje kraljestvo je v vas. To nas lahko malce tolaži v tem času, ko ne moremo potovati, romati, ampak gotovo nas bo tudi Egerija, verjamem, tiste, ki še niste bili, zopet pripeljala kdaj na te svete kraje našega odrešenja, ker kot vidimo tudi iz njenega poročila, še kako lahko pomagajo tudi naši veri, naši molitvi, naši duhovnosti.